Mi smo s pomočjo Vseslovenskega združenja malih delničarjev tudi uspešno zaključili še en projekt, na katerega smo izjemno ponosni. Financirali smo nakup hotela Diana v centru Murske Sobote. Gre za izjemno zanimiv projekt, ker vključuje na eni strani komponento oživitve mestnega jedra v Murski Soboti, ker je ta eden največjih hotelov oziroma največji hotel v Murski Soboti. To je ta pomembna komponenta, se pravi, bomo s financiranjem tega omogočili, da se v Murski Soboti ponovno oživi ta del središča mesta, ki je bil v zadnjih 2-3 letih v bistvu nezaseden in ni upravljal nobene funkcije. To je en vidik, drug vidik, še pomembnejši pa je to, da smo s tem financiranjem omogočili, da je dom za ostarele Rakičan bo uspel uspešno preseliti več kot 150 svojih varovancev v ta hotel za čas, ko bojo svoj dom za ostarele obnavljali, in te varovanci bodo nastanjeni v hotelu Diana, kar pomeni, da gre ne samo za iz naše strani donosno naložbo, ampak primarno tudi za neko družbeno odgovorno ravnanje Equinoxa z podpiranjem investicij v nepremičnine v Republiki Sloveniji, kar je tudi ena naših rdečih niti, ki jih imamo, ker ves naš nepremičninski portfelj je v Republiki Sloveniji, in s tem projektom smo dodatno podprli lokalno skupnost, da lahko v nekih novih okvirih razmišljanja preuredi center mesta in omogoči varovancem, da bodo dolgoročno imeli boljše kapacitete na voljo. Tako da Equinox je odigral tukaj izjemno pomembno vlogo in smo zelo veseli, da smo lahko ta projekt, ki je, verjamem, da v interesu vseh deležnikov, se pravi v interesu lastnikov, ki so kupili ta objekt, v interesu lokalne skupnosti in v interesu tudi delničarjev družbe Equinox. Ob številnih uspešno izpeljanih mednarodnih poslovno-investitorskih projektih v okviru programov Vseslovenskega združenja malih delničarjev nas posebej veseli, da smo uspeli v tem času, še posebej zaostrenem času tudi sicer in ne nazadnje, ko imamo pri bankah izdatne depozite, okoliščine, ki brez nadaljnega kličejo toliko bolj po tem, da povežemo na eni strani tiste, ki imajo sredstva, ki iščejo primerne možnosti za investicije in tudi za donos iz naslova svojih sredstev. Na drugi strani pa tistih, ki imajo projekte, ki obetajo, ki imajo perspektivo, da pridobijo financerje, uspemo z mednarodnimi poslovno-investitorskimi programi doseči ustrezne rezultate. Tokrat tudi v našem prostoru, v dobro lokalne in širše skupnosti, konkreten projekt nakupa hotela Diana v Murski Soboti, ki bo pomenil tudi oživitev samega središča mesta z vsem tistim, kar sodi zraven, je prav gotovo eden od momentov, zaradi katerih so bili ti programi v okviru združenja zastavljeni in pri katerih nas toliko bolj veseli, da smo tudi v našem domačem prostoru spet uspeli z enim od pomembnih projektov zagotoviti financiranje le-tega in tudi vse tisto, kar sodi k temu. Poleg seveda vseh tistih, ki so vezani na mednarodni prostor v preteklosti in tudi še tekoči, tako v sodelovanju z Evropsko federacijo investitorjev, z Svetovno federacijo, z Združenji poslovnih angelov, tako na evropski svetovni ravni, kakor tudi Združenjem neodvisnih finančnih svetovalcev pri Združenih narodih in drugih mednarodnih uglednih institucijah, ob pomoči katerih zagotavljamo v okviru mednarodnih poslovno-investitorskih programov pri Vseslovenskem združenju malih delničarjev povezavo in vzpostavljanje odnosov, poslovnih odnosov, investitorskih odnosov med tistimi, ki imajo sredstva, ki iščejo primerne možnosti za vlaganje, kot tistimi, ki seveda z ustreznimi projekti z potencialom in perspektivo potrebujejo sredstva. Kot rečeno, v tem času je to še toliko bolj pomembno in potrebno in veseli nas, da smo bili še pri enem od tovrstnih projektov uspešni. Za pomoč pri projektu Diana, ki sem ga ravnokar opisal, smo seveda tudi izjemno hvaležni vsem investitorskim programom, ki jih ima v teku Vseslovensko združenje malih delničarjev.
ker verjamemo, da v Sloveniji še vedno obstaja velika diskrepanca med tistimi, ki imajo denar in tisti, ki ga potrebujejo z vidika nekih investicij, in s tem smo eno pomembno vrzel s tem projektom seveda tudi zaprli in verjamemo, da bomo tudi v prihodnje iskali zanimive projekte tudi s pomočjo teh programov in tako na eni strani za vlagatelje iskali ustrezne donose in našli ustrezne donose in na drugi strani seveda podpirali neke projekte, ki so dobri in pozitivni tudi v nekem širšem družbenem okolju. Seveda pa ponovno velja povabilo tako tistim, ki iščejo možnosti za plemenitenje svojih sredstev, za ustrezne donose, kakor tiste, ki ob projektih, ki imajo potencial v investicijskem smislu, potrebujejo sredstva, da se vključijo v mednarodne poslovne investitorske programe pri Vseslovenskem združenju malih delničarjev. Ob vseh naših mednarodnih partnerjih sta to programa Investus Slovenija v slovenskem okviru, kakor tudi International Investors Network, ki že vrsto let zagotavljata to vrstno povezavo in iskanje možnosti ter partnerstev v smislu poslovnih investitorskih sodelovanj.